Dobro jutro vsem skupaj. Midve smo nazaj z najnimi ponedeljkovimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje v zvezi z naravnim zdravljenjem in kako ohranjati vitalnost čez leta našega življenja. Moje ime je Alja Podgornik, sem nevroznanstvenica in pa učiteljica naravnega zdravljenja. Z mano je doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje. In danes bova govorili o temi prehranskih dodatkov. To, da še vas spomnim, če imate vprašanje, napišite jih v komentar in bova prišla do njih vsak teden, odgovarjava na eno in bo tudi vaše vprašanje sigurno prišlo na vrsto in lahko je res v zvezi s praktično čemerkoli, kar se tiče naravnega zdravljenja. S prehrano, z duhovnimi vajami, praksami, dihalnimi zadevami, karkoli vas zanima, kakršnekoli težave imate, napišite nama in mi, da bova se potrudila po najboljših močeh, da odgovoriva na njih. Tako da danes bi malo povedala na temo o prehranskih dodatkih. Dobila so tudi eno vprašanje, kaj se tiče energetskega vidika prehranskih dodatkov, ker so sprocesirani. In prehranski dodatki so ena taka stvar, ki so zelo popularni sploh v krogih naravnega zdravljenja. Zelo veliko je nekih priporočil, kaj treba jemati. Tudi, kar se tiče zdravnikov in vseh podobnih stvari, se najde marsikaj in dobiti se v trgovinah danes, se veste, te multivitamine variante in podobne zadeve, ki vam rečejo praktično, evo, pojeste eno tabletko na dan in vaše težave bojo odpravljene. Tako da mi bi pa zdaj danes rada mičkrat pogledala bolj iz vidika najnih izkušenj, pa jaz bom malo povedala še iz kemijskega, biokemijskega, biološkega vidika. Ali je smiselno uporabljati prehranske dodatke, kdaj, koliko časa, in jaz bi povabila kar Nejo, da nam malo pove po svojih izkušnjah, kako ti v bistvu uporabljaš prehranske dodatke, kako jih predpišeš ljudem oziroma jim svetuješ, kakšen je tvoj pogled na to? Lep pozdrav vsem skupaj, hvala Alja, hvala. Jaz v svoji ordinaciji, da predpišem neke dodatke, naredim najprej sken. Pogledam, kaj se dogaja v telesu in na podlagi tega, kaj se dogaja v telesu, potem predpišem dodatke. Vprašanje, ki ga je ena oseba zastavila, se je nanašalo na eno temo, ki sva jo imele z Aljo par ponedeljkov nazaj. In sicer, kako energijsko vplivajo dodatki na telo. Namreč dodatki so narejeni industrijsko, midve so pa o tem govorile, da kuhajte doma, pridelujte zelenjavo, sadje, vse doma, oziroma pojdite do enega kmeta, kjer to prideluje, zato da imate zdrava hranila na vašem jedilniku. In na drugi strani so zdaj seveda dodatki, ki te energije enostavno nimajo. Ampak naše telo je kemično, se pravi, različni kemični procesi potekajo v našem telesu. In včasih, ko jaz naredim sken, mi točno pokaže, tega je premalo, tega je premalo, tega je premalo, tega je preveč. In na podlagi tega, kar mi ta sken pokaže, jaz potem tudi svetujem dodatke. Ampak pri dodatkih, pri jemanju dodatkov je treba biti previden. Tako, ko vas učijo, je spet jemelj, zdaj tele dodatke jih moraš pa do konca življenja jemati. Jaz se s tem ne strinjam. Zato, ker dodatki po kemični strukturi lahko pomagajo izboljšati stvari izključno samo na fizičnem nivoju. Če pa vi hočete dejansko problem odpraviti, pa to pomeni, da je potreben iti tudi na druge nivoje vašega bivanja. Čustveni,
umski, energijski in duhovni. Tako da jaz svetujem prehranska dopolnila kot samo določeno obdobje, da se procesi noter začnejo odvijati v telesu, da se začnejo odvijati v tako smer, da je človek podprt, da lahko naredi korake še na drugih nivojih. Naprimer, če nekoga nekaj boli, je zelo malo verjeten, da bo naredil eno transformacijo, zato ker je preveč fokusiran na bolečino. Ampak, če mi tretiramo to bolečino vsaj toliko, da jo majčkeno zmanjšamo, je veliko večja verjetnost, da bo človek naredil eno spremembo tudi na vseh ostalih nivojih, čustveni, umski, energijski in duhovni del. Tako da iz moje strani je ekstremen pomemben, da nismo zasvojeni s prehranskimi dopolnili, izberemo resnično kakovostno. Jaz imam tukaj določena prehranska dopolnila, ki jih uporabljam že več kot 15 let in so preverjena, zato ker sem jih jaz uporabljala, ko sem šla izkušnjo raka čez. Za tiste, ki mogoče ne veste, vse moje prednice, ženske prednice, so za rakom umrle. Jaz sem prva, ki sem se pozdravila, ki sem se ozdravila in tudi prva, ki sem odklonila farmacevtski način zdravljenja. Takrat v tistem času, recimo, ko sem se soočala z bolečinami, recimo mi magnezij ekstremen pomagal. In brez tega vprašanja, če bi jaz lahko umirila moje telo v taki meri, da sem jaz lahko opravila duhovno potovanje v očiščenje teh vzorcev, ki so pripeljali do bolezni, ki sem jo imela. Recimo, jemala sem tudi en določen obdobje, šla sem skozi tako drastično čiščenje telesa. V 1 letu in pol sem imela 5 detoksov. In po vsakem takem detoksu sem tudi vzela kar precej probiotikov. Zato, da se je moje telo na novo postavilo. Zato, ker črevesna flora ima svoj spomin, tam noter so patogeni mikroorganizmi in znanstvene študije so pokazale, da če recimo so imeli 2 miški, ena miška je imela depresijo, pač ni se odzivala na življenje z enim veseljem, ta druga je pa imela zelo veliko veselja in potem so vzeli črevesno floro od te miške, ki ni imela toliko življenjske energije, pa so dali to črevesno floro miški, ki je bila pa vsa navdušena. Ja, ta miška, ta druga, je potem ratala taka kot ta prva. Mogoče ima Alja kaj v tej zvezi kakšno konkretno informacijo, bo to pol povedala. Se pravi, da se zamenjajo, da se črevesna flora stara zamena. Najprej seveda čiščenje, kakovostno čiščenje. Jaz imam tukaj v Bisernici kar nekaj postopkov, kako očistiti telo.
Tako da, če kdo resnično temeljito želi očistiti telo, potem pridite malo bližji, nas kontaktirajte. No, in ko očistite telo, potem pa naseljujete stvari noter, ki so dobre, en tak kratek čas, zato da tako kot zboostate, kot podprete vaše telo, zato da lahko preide na višji nivo delovanja. No, tako da prehranska dopolnila, biti previden, ne na dolgi rok, zato ker nočemo telesu vzeti možnost in priložnost, da začne delovati drugače, ampak mu pa damo spodbudo, da se naravna bolj na te naravne ritme. Tako da poglejte, da so ti dodatki prehranska dopolnila ekološka, preverjena, ne kar tam iz trgovine kar nekaj. In predvsem čutite, kaj vam točno pomaga in pejte za tistem. Tako da predajam pa še Ali ima ziher kaj pametnega za povedati. Ja, jaz bi rada tlele, jaz sem se par mesecev nazaj kar precej poglobila v te različne dodatke, res iz tega biokemijskega vidika in bi rada par stvari delila. Tle je treba zelo, zelo pomembno je razumeti, da naše telo, in to jaz mislim, da drilam, ne vem kolikrat vsakič, ko govorim o tem z mojimi klienti, naše telo se je razvilo čez zelo, 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 zelo dolg čas. Govorimo tisoče, 10 tisoče, 100 tisoče, milijone let, če res gledamo od enoceličnih organizmov naprej. In razvilo se je na način, kjer stvari v telesu delujejo sinergistično, se pravi eno z drugimi. Ko mi dodajamo dodatke, dodajamo individualne, ponavadi sintetično izdelane komponente biokemičnih procesov v našem telesu. Zakaj je to pomembno? Tle je par stvari, ki jih je treba razumeti. Prva stvar je, da sintetični dodatki ne bojo nikoli delovali isto kot naravni. Jaz bi vam rada pokazala v bistvu kar čisto vizualno en primer zelo klasičnega dodatka, ki je verjetno tak, ki se ga najbolj predpisuje, in to je vitamin C. Zdaj, če vi pogledate tole slikco, tole je whole food vitamin C, se pravi, to je celosten vitamin C, kakor ga vi dobite, če jeste sadje, zelenjavo, ki vsebuje vitamin C. In kar lahko vidite, je vsaka tale barva, je tlele različna zadeva. Se pravi, imate tlele v centru sta dva tale bakrova iona, potem je encim tirozinaze, potem so vsi ti različni kofaktorji, K, P, J, kar ne bomo šli v detajle, kaj so, potem je bioflavonoidski kompleks, in potem tlele čisto zunaj, tole vijolično, je pa askorbična kislina. Če greste vi pogledat, kako se vitamin C večinoma smatra v literaturi, je, da se ga enači z askorbično kislino. Se pravi, to je edino, kar vi dobite v veliki večini dodatkov, če so sintetični. Zdaj, po moje ni zelo težko iz tega ven potegniti, da dobiti samo tale zunanji obroček, bo stvar delovala kritično drugačno, kot pa če vi dobite celosten vitamin C. In študije so pokazale, da lahko askorbična kislina je prvo kot prvo ima pH, ki je veliko bolj kisel, kot pa celosten vitamin C, kar spremeni absorpcijo in askorbične kisline in ostalih stvari v črevesju in lahko celo vodi do povečanja vnetnih procesov v telesu. In tudi pokazano je bilo, da ko se tretira samo z askorbično kislino, tudi stvari, klasičnih bolezni, ki so posledica pomanjkanja vitamina C, se jih recimo ne da pozdraviti. Tako da tle, kar se v bistvu je treba videti, da mi nimamo zelo dobrega razumevanja, kako telo točno deluje in spet hudiče v detajlih. In pri dodatkih vitamin C je ena taka zadeva, ki jaz
ga jemljem, ampak ga jemljem izključno v celostni obliki, ki je dejansko narejeno iz sadja in različnih variant, ki so samo posušena in skupaj v bistvu zmiksana, da dobiš višjo koncentracijo, ampak vitamin C, ki je noter, je v celostni obliki, ne samo tale obroček vijolične barve. Tako da tole bi jaz povedala glede vitamina C, se ne nanaša samo na vitamin C. Mi imamo zelo velikokrat, kako prehranski dodatki se jih zelo velikokrat gleda podobno kot farmacevtska zdravila, da se gleda na zelo redukcionističen način. Moram samo tega umakniti. In se ne pogleda točno, kako delujejo v telesu, ker se ne razume vseh procesov. En dodatek, ki je tudi tak, je vitamin D. Vitamin D je v telesu obstaja v dveh oblikah. V obliki, ki je aktivna, ki dejansko ima mnoge različne funkcije, ki jih vitamin D ima v telesu, in pa obliko, ki je oblika shranjevalna oblika. In ta naj bi bila shranjena v naših jetrih in potem po potrebi jo jetra sprostijo ven in se gre čez ledvice, se sprocesira v drugačno obliko v telesu in opravi svoje funkcije. Testi, ki se jih uporablja za merjenje količine vitamina D, se meri obliko, ki je shranjevalna, ki ti ne pove nič o tem, kako dejansko vitamin D deluje v telesu. Se pravi, vsi te testi, ki predpisujejo, kakšne mora biti številke, koliko je potrebnega vitamina D v telesu, se ne nanašajo na obliko, ki dejansko upravlja funkcijo v našem telesu. In so bili tudi razviti iz strani ljudi, ki imajo ogromno velike investicije v industriji dodatkov vitamina D. Tle je zelo zanimiva zgodovina od zadaj. Kar je pa res pomembno, je pa to, vitamin D v telesu nikoli ne deluje sam. Vitamin D bi bilo bolj pravilno, da bi se mu reklo hormon D, ker si je topen v maščobi, in vedno v telesu da lahko pravi funkcijo, je vezan z receptorjem, ki se mu reče RXR, ne bomo šli v to, ampak je receptor, ki nastane iz retinola, ki je fiziološka oblika vitamina A. Če je pomanjkanje vitamina A v telesu, vitamin D ne more delovati. Problem pa je to, ko vi dodate sintetičen vitamin D, v črevesju blokira absorpcijo vitamina A. Tako da, tle je treba biti zelo previden. Tudi imamo pa stvari, veliko ljudi tukaj ne ve, ogromno farmacevtskih stvari je narejenih iz v bistvu katarja, iz biproduktov nekih teh, kako se reče, fossil fuels po angleško, po slovensko. Čakajte, imam jaz tole pogledala. Naftni derivati. Naftni derivati. Recimo en klasičen primer tega so vitamini B. Tako da tle bi tudi jaz rekla, nikoli jemati sintetičnih, vedno jemati naravnih, ki se pojavljajo vitamini B naravnih, cvetni prah, ki ga lahko dobite, jetra iz goveda, ki je seveda bilo na način vzrejeno, kakor morajo biti, se pravi, da so se pasli od zunaj, niso bili izpostavljeni hormonov, antibiotikom, vsem tem groznim zadevam, ki se jih danes dela živalmi. Tako da, generalno gledano je tako, če lahko dobite hranila iz hrane, je to vedno optimalno, ker bojo tam prisotna v obliki, ki jo naše telo prepozna, ki ni sintetična. Če pa dodajate dodatke in določeni dodatki, kakor je Neja rekla, so lahko izjemno koristni v določenih obdobjih, pa biti zelo pameten, v kakšni obliki, iz kje so, kako so pridelani in v kakšnih količinah seveda se jih jemlje. Tako da jaz bi samo to dala za mali primer, da začnete razumevati, da stvari niso tako simpel in če vam nekdo želi reči, da morate vzeti ABCDE dodatke, ki lahko kar se sprehodite v kjerokoli trgovino in tam kupite neko škatlico zadev in jih pa jeste vsak dan, si lahko veliko več škode naredite, kakor koristi. Tako da po pameti, pa dajte se pogovarjati z nekom, ki idealno bi bilo, če vas lahko potestira, tako kot Neja, obstajajo tudi laboratorijske analize, kjer pošljete svoje lase, kjer pošljete svojo kri in vam naredijo zelo specifičen pregled tega. Je pa treba tudi to vedeti, da marsikateri laboratorijski testi, ki se jih uporablja tudi v zdravstvu, ne testirajo pravilnih stvari. Tako kot sem rekla, testirajo za vitamin D obliko, ki je shranjena, ne obliko, ki je aktivna, kar na koncu vam v bistvu ne pove nič o tem, koliko aktivnega vitamina D imate vi v telesu.
Tako da je treba zelo dobro vedeti pri dodatkih, kaj jemljete, zakaj jemljete in ali res to potrebujete. Če niste gotovi, poiščite vire tega v hrani, pa jih raj dodajte, ker ne boste umetnih negativnih stranskih učinkov imeli, kakor pa jih boste lahko imeli, ko stvari dodajate v izolirani sintetični obliki. Tako da, to bi jaz rekla glede dodatkov, po pameti, pa dajte zaupati naravi, preden greste v sintetične vode. Ja, se strinjam. Hvala, Alja, za tale tvoj vpogled v kemično delovanje. Mogoče samo to še dodam, recimo govorila je Alja od tega C-vitamina. Jaz zelo rada uporabljam ta C-vitamin, liposomski C-vitamin od Altrienta in se je izkazalo, da dejansko takrat, če me kaj začne praskati, vzamem ene 2 dni, jemljem malo večje količine in je konec praskanja. Tako da to je recimo ta vitamin C, Altrient, liposomski, ker to je spet ena kemična struktura liposomski, ne, da pride do celic, sploh ima več ovojev. Tako, kot sem rekla, no, uporabljam to par dni in imam vedno v domači lekarni. In take osnovne, ko nekaj dobite, da deluje, potem jemljete naprej. Ma ne naprej, pač nekaj časa, potem je pa treba telo, da začne delati. Tako da, hvala lepa danes za vašo prisotnost, za to, da ste z nama. Poslušajte naju, live ob ponedeljkih. Spodaj v komentar pa napišite vaša vprašanja v zvezi z zdravjem, pa bova midve iz najinih več kot 40-letnih izkušenj povedali oziroma predlagali, kaj je tisto, kar bi delovalo. In samo to mogoče še za konec. Ni vse zlato, kar se sveti. Sploh, če je odzadaj zelo veliko denarja, ki se vrti. Ja, točno. Okej, nič, lepo se imejte in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, lepo bodite.